Vabilu imamo danes priložnost odpreti razstavo, torej lahko povem, da bodo te razstave v našem muzeju nekako tradicionalne, ne seveda ponavljajoče se, ampak vsakeč kaj novega. Današnja razstava, kot ste videli na vabilu, je imenovana Zadeva 57. Tako na začetku naj povem, da glede na to, da vsi tako prijetno sedimo, tudi smo sedel, ne bomo najprej pogledali razstavo, ampak bomo začeli kar za okroglo mizo, pa bi si po koncu okrogle mize pogledali še te pa nove razstave. Lahko pa povem, da gre za razstavo, ki prikazuje nekatere od tekstov, ki so jih pripravili ljudje, ki so blatili, zaničevali in se na nek način norčevali iz 57. številke Nove revije, oziroma iz ljudi, ki so v 57. številko Nove revije pisali. Med avtorji boste najdeli priznana imena, kot so Ciril Ribičič, Zlobec, Tomletova, Leterski, kar nekaj teh bi lahko še naštel. Res vas lepo vabim, da si po koncu okrogle mize to razstavo tam pogledate. Meni je najbolj v spominu ostal tisti stavek, ki je nekako napisal, kjer je zapisano, da gre za, bom povedal kar dobesedno, ide za reviju ličnih ambicij. In da gre za revijo, kjer so pravzaprav sodelovali ljudje, ko jima je stalo do vlasti. Jaz moram reči, da se bi v tem trenutku zahvalil vsem tistim, torej Ruplu, ne vem, Grafena, Janša, vsem tistim, ko jima je stalo do vlasti, kajti če jim do te vlasti ne je stalo, samostojni državi. Tako da še enkrat hvala. Torej, na današnji okrogli mizi pa lepo pozdravljam seveda eminentna gosta, najprej dr. Dimitrija Rupla. V vabilu smo napisali, da je bil takrat odgovorni urednik, se opravičujem, bil je tudi avtor, medtem ko pa smo pri gospodu Grafenerju to zapisali, on pa je bil glavni urednik in avtor, torej oba sta bila tako na funkcijah kot avtorja, so avtorja te revije, in pa magister Emeršič, zgodovinar, ki bo danes to okroglo mizo povezoval. Vsem želim prijetno popoldne, pa še eno opravičilo, nekako smo omejeni s časom, moram resno povedati, ker je danes slučajno pošlo tako, da je ob 6. še neka druga prireditev tam v Slovenskem kongresu, tako da se bomo kar držali cirka ure te okrogle mize, pa morda 10-15 minut ogleda, tako da bi nekje 10 do 6, 5 do 6 zaključili z današnjo prireditev. Še enkrat hvala za udeležbo. Jaz se zahvaljujem za to čas, da smem voditi pogovor s tako eminentnimi gosti. Se pa že takoj na začetku moram opravičiti, da vas bom gledal bolj po strani. To ni modni dodatek, ampak se mi je slina okavnela, tako da... Torej, začnimo pogovor. Mesec dni po dnevu X, ko je v kliničnem centru umrl diktator. Gospod Rupel, mesec dni potem, 10. junija 1980, se je pri vas doma v Šumjevi hiši odvilo zelo zanimivo srečanje, iz katerega se je rodila Nova revija. Če lahko mogoče malo opišete druščino, ki se je tam zbrala. Ja, najprej lep pozdrav vsem, ki so se potrudili v tale prostor danes popoldne poslušati zadeve, ki so stare 30 let. Zato mora biti človek posebej motiviran. No, ampak kakorkoli, v odgovor na vaše vprašanje moram reči dve stvari. Prvič, da je bilo naše stanovanje v Šumjevi hiši samo eno od prizorišč in morda naključno prizorišče našega sestankovanja oziroma priprav na izhajanje ali pa na predlog Socialistični zvezi, da začne izdajati Socialistični zvezi in oblastem v Sloveniji, da se začne Nova revija, oziroma da pride do neke nove revije po dolgem času. Spomnite se, da je bila revija Perspektive ukinjena leta 1964 in da potem seveda podobne publikacije, podobne druščine s takšnim nabojem seveda ni bilo. No, zdaj, kar zadeva smrt diktatorja, to je pač očitno nek splošen pojav, ne? Tudi
v Španiji, ko je umrl Franco, so se stvari, da tako rečem, čez noč začele spreminjati. V diktaturah je vedno tako, da je konec diktature povezan s fizičnim izginotjem diktatorja in to se je pri nas tudi zgodilo. Čeprav, jaz moram reči, da je to razpoloženje naše, rekel tudi v tem prijateljskem krogu, naraščalo že dalj časa in da smo na nek način, rekel, ne ravno fizično ali pa dejansko koordinirali svoje delovanje z drugimi dogodki in pojavi okrog nas, ampak moram povedati, da je v istem času, praktično v istem času, prišlo do pobude v Beogradu, da začneta Ćosić in Đilas izdajati revijo Javnost, da je v Beogradu, prav tako v Beogradu prišlo do, zdaj pa govorim seveda o 57. številki, do pobude, da se do znamenitega memoranduma Srpske akademije znanosti in umetnosti. Skratka, stvari so se vendarle kljub vsemu nekako komponirale, povezovale in da bi mi čisto sami od sebe storili to, kar smo storili, to najbrž ni čisto res. V tistem trenutku, to se pravi leta 80, smo se pri nas doma zbrali podpisniki tistega prvega pisma Miti Ribičiču, bilo nas je 6, odločili smo se, da bomo zbrali potem, ko bomo sami podpisali tisto peticijo, še 60 podpisov, mislim, da je bilo 60, in da bomo s tem pravzaprav povzročili nek vtis v javnosti, tudi v politiki in tako naprej. Zdaj, še nekaj ne rečem, na začetku smo bili zelo previdni, kar je najbrž običajno. Mi smo, da tako rečem, svojo pobudo interpretirali kot strogo literarno pobudo, kot pobudo pisateljev, ki želijo imeti nek prostor za objavljanje, ki ga takrat v tistem času je bilo zelo malo. A je to pobudo tako razumel tudi gospod tovariš Ribičič, da je sploh dal podpis z dovoljenjem? Jaz ne vem, kaj je gospod Ribičič mislil, ampak nekaj časa je trajalo, preden se je premislil, preden se je odločil. Trajalo je 2 leti približno, od začetka, od pobude do tega, da je išla prva številka, in prva številka je bila res, na nek način nedolžna. Gospod Grafenauer, v uvodu v prelomno 57. številko preberemo pojasnilo uredništva, da v prispevkih ne gre za podajanje novega nacionalnega programa. Pa vendar ste povedali kot davnega leta 1948 zelo jasno, kaj Slovenci terjajo. Ste se, ko ste se dogovorili za povsem novo zasnovo številke in si razdelili tematike, ste se zavedali, da bo iz tega nastal tak, kot ste rekel, cirkus? Ja, stvar je v tem, da je v rednih številkah nove revije seveda se je nabiralo čedalje več kritičnega, družbeno-politično vzeto gradiva in je bilo marsikaj seveda v zvezi tudi s položajem Slovenije in Slovencev v nekdanji Jugoslaviji, za katero vemo, da jo je potem po Titovi smrti doletela ena balkanska vojna, iz katere smo mi še kar srečno izšli. In ker smo to jasno občutili, tudi kritično nekako skušali observirati, je dozorela ta zamisel, da je bilo pametno pripraviti posebno številko. In kar nekaj časa, od leta 82 do 87, ni sicer tu dolga doba, ampak je le trajalo, da smo se nekako dogovorili, naj bi to bili pač prispevki za slovenski nacionalni program. To je seveda izvalo pa vse povsod
v unitaristični državi, ki je enoumno bila pod vodstvom partije, seveda hude očitke in napade, še posebej, ker je partija se začela, jugoslovanska, zlagoma z republiškimi in drugimi tenzijami razkrajati iz tiste prvotne monolitne, bi rekel, zasnove. To, kar še posebej moram tu poudariti, je pa tole. 57. številka je za moje pojme prišla kot naročena tudi za obračun med mlado partici in staro partici. Se pravi, centralisti stalinističnega kola in pa partijo, evropartijsko, bi rekel, orientacijo mlajših, ki smo je rekli, da so evrokomunisti ali pa nekaj drugega, na čelu katerih je bil pa Milan Kučan. Popit je takrat, pa so bili tudi Kalibri, pa Zoran, Polič in cela vrsta bi lahko naštel, ki so hoteli seveda takoj pospraviti, vključno z Mitja Ribičiča, takoj pospraviti z redakcijo in tudi z novo revijo kot mesečnik. Vendar je takrat že začela delovati tudi ta nekoliko mehkejša varianta te partije, predvsem v mlajših rodovih, da to ni šlo tako gladko. Vsi vemo, da je Miloš Bakić, zvezni državni tožilec, že vložil obtožnice zoper urednika in nekaj avtorjev in je to dobil tudi naš državni tožilec Evgen Car. In so potem tu pač na pobudo teh mlajših, ki so v tem videli svojo priložnost, da se utrdijo, možnost, da se tudi odprejo ta stari. Ta upor njihov seveda je bil licemeren, ampak kljub vsemu je pa to le zagotovilo, mi smo vsi takoj mislili, da nas bojo res pozaprli, pa ukinili revijo. Jaz sam se spomnim, kako sem hodil na balkon opazati čez spodnje Marica. To je naivno, ali človek si to tudi predstavlja, vse skupaj je bilo pa zelo v jugoslovanskih razmerih. Vse pošlo, od Dževdželije do Jesednic so obravnavali po partijskih sestankih in v medijih. Jaz imam tukaj nekaj primerkov, kakšne vse so si izmišljevali. Nekaj že Dim povedal, revija ličnih ambicij, poj Katelita programira, poj so tle objava neistina. Nerazumen poziv razum. Je tudi bil med, pa še tak je v srcu tisku. Hočem reči, da je s tem nova revija dosegla vsejugoslovansko odgovornost, na katero so se tudi republiške partijske celice odzivale. In ko je že Dimitrij omenil Dobrico Čosića, z njim smo se že prej dobili trikrat pri mraku in seveda v zvezi z usodo Jugoslavije, pa daljega položaja v njej. In ko smo zvedeli, da se tam pripravlja javnost in ena skupina teh intelektualcev, akademikov, glavno iz kroga Dobrice Čosića, je to v resnici pripravljal. Takrat so pa vzdignili tudi tam tak kravaj. Še pred 57 pa se je to zgodilo. Zato so to številko tudi z memorandumom
srpskim povezovanjem, ker če da pri nas gre za isto zadevo, čeprav je tam bila popolnoma druga politična opcija in tudi. Oni so hoteli veliko Srbijo v okviru Jugoslavije nekako izposlovati. Dobro, hvala, da ste nam malo urisali to stanje v tedanji partiji. Jože Pučnik je v svojem članku v 57. številki pisal o prebujajoči se civilni družbi znotraj totalitarnega oklepa. In glede na to, da je imel najbolj kruto izkušnjo z totalitarnim režimom prav on, iskreno napiše tudi bojazen in lasten strah, da, citiram, danes po noči pride do izredne seje CK-ja in se uveljavijo ocene, da je potrebno ukiniti nekatere revije, zamenjati uredništva, zapreti tega ali onega. Kasnejša menjava urednikov nove revije, pa potem leto zatem proces proti četverici, vse to se je torej zgodilo. Zdi se, da je Pučnik kot nekdanji politični zapornik zelo realno se zaveda partijske moči. Gospod Rupel, se lahko kot nekdanji odgovorni urednik spomnite tistih prvih pritiskov, poskusov mehčanja vaših stališč, utišanja? Ja, čisto vsega se ne spomnim, ampak kar zadeva Pučnika, ne? Pučnik je postal reden sodelavc, reden pisec člankov v Novi reviji, že pred 57. številko. V 57. številki je pa v bistvu formuliral politični program, ki ga je potem podelil Demos. Jaz sem šel še enkrat brati ravno v teh dneh, ta njegov spis, skupaj še z nekaterimi poznejšimi spisi, ampak že tukaj v 57. številki Pučnik pravi, imamo dve zahtevi, v bistvu demokracijo in samostojno državo. Tu pa tam se malo izmakne s kakšno formulacijo, ampak v bistvu gre za ta program, ki je potem pozneje postal, da tako rečem, dejansko nacionalni program v Sloveniji. No, kar se tiče teh pritiskov, se spomnim tega, da je, kaj se vem, kakšne 3 tedne pred nekaj tednov pred izidom 57. številke klical Jože Smole na redakcijo, oziroma tajnica njegova, da se mora nujno zglasiti pri njem. In takrat sem jaz seveda imel občutek, in vsi mi smo imeli občutek, smo se bali, da gre za 57. številko, oziroma da nam bodo bodisi cenzurirali tekste, bodisi številko prepovedali, karkoli že. No, jaz sem šel na ta sestanek, kot rečeno, z zelo slabimi občutki. Prišel sem k Smoletu, na kar Smole pravi, kaj ga pa vi lomite s srcem. In je meni naredeno predavanje o tem, da Ljubo Sirc pa res ne bi smel imeti intervjuja v Novi reviji in da je potrebno ta intervju, ki je bil v resnici pripravljen, pa ne za 57. številko, ampak za, mislim, eno naslednjih, da je treba ta spis izvzeti, oziroma ga spraviti stran in tako naprej. No, jaz sem se, kljub temu, da je stvar z današnjega vidika slišati nekoliko narodno, moram reči, tega Smoletovega nastopa zelo razveselil, ker sem pričakoval, da bo zahteval konc revije, oziroma 57. številke. Je pa v bistvu sedel na eno drugo zgodbo. Zdaj pa je seveda vprašanje, kaj je to pomenilo. Zakaj, mi vemo iz dokumentov, da so v tiskarnah imeli svoje špice in da so to številko prej natančno preštudirali. Ciril Ribičič je tudi pripravil neko detaljno, tako zelo umetelno analizo in tako naprej. Pa razpravo smo imeli na CK-ju. Potem, post-festu. Ampak zdaj govorim pred izidom. Zakaj je partija, oziroma zakaj je oblast takrat vendarle dopustila, da je številka izšla? Ena interpretacija je ta, da so slabo brali, kar je čisto možno. Druga interpretacija je pa ta, da na nek način niso dosegli soglasja o tem, da je treba revijo zatreti oziroma to številko prepovedati. In tu se pa zdaj lahko
pogovarjamo o tistem, o čemer je Niko malo prej govoril, o nekih tokovih znotraj tedanje oblasti. Tedanja oblast je bila sestavljena večinoma iz ljudi, ki so obračunali leta 1972 s Stankom Kavčičem, to so bili tretjerazredni in lokalni funkcionarji in tako naprej. Zelo, bi rekel, zelo slabotna ekipa, intelektualno zelo slabotna ekipa, čudni ljudje, tretjerazredna skratka ekipa. In proti njim je bilo pa nekaj mlajših in nekoliko bolj razgledanih in morda celo simpatizirajočih partijcev, komunistov, kako se že temu reče. Tako da jaz mislim, da smo mi nevede in nehote pravzaprav padli noter v nek obračun v slovenski oblasti, da pa je prišlo do takšnega, kaj ne rečem, cirkusa in obračuna, je pa najbrž kriva jugoslovanska situacija oziroma situacija v Beogradu. Ker so ti, ki so dopustili, da je številka išla, morali poslušati zelo hude kritike in zmerjanje v Beogradu. Obtoženi nismo bili mi v Beogradu v partijskih razpravah, ampak oni, tisti, ki so to dopustili. Tako da, v odgovor na vaše vprašanje, ja, seveda pritiski so bili, tu pa tam so bili pa tudi nekoliko zgrešeni oziroma za nas kar sprejemljivi. Hvala lepa. Gospod Grafenauer, vi ste pisali v svojem članku v 57. številki o temi, ki je bila v vseh komunističnih državah tabuizirana. Pisali ste o samomorih na Slovenskem. Na naslovno oblike slovenskega samomora. Vse bi danes lahko podobno pisal, sam ne bila več zgolj partija kriva. To se hotel vprašati. Torej, da je partija uničila star vrednostni sistem, da ni znala ponuditi nič novega, to ste izpostavili kot enega od glavnih razlogov za to, da so ljudje brez neke vizije, brez nekega smisla. Po padcu tega starega režima smo naredili svojo državo, vendar mislim, da bi marsikatera Požarnikova analiza, ki jo navajate v svojem članku, mogoče samo stavek 2, ugotavlja, da imamo v naši republiki 10.000 alkoholikov, da smo prodali lani 150 milijonov tablet pomirjeval, da imamo eno najvišjih stopenj samomorov v Evropi, da imamo v Jugoslaviji med aktivnimi zavarovanci več kot 11% delovnih invalidov, četrtino med njimi na osnovi psihiatričnih diagnoz, da je stres vzrok polovici vseh problemov, s katerimi se zatekajo ljudje k zdravnikom splošne medicine in tako dalje. Zdaj, tudi danes marsikatera od teh analiz žal še kako dobro drži. A je to posledica še vedno, bi rekel, razkroja vrednostnega sistema, ki ga je ustvarila partija? Kaj bi? Ne, nadaljujem to. Prosim. Jaz mislim, da danes v informacijsko tako razčlenjeni medijski in siceršnji javnosti je najhujši problem za Slovence v sploh pomanjkanje družbenega etosa, morale. Se pravi, pa to ni značilno samo za nas. Poglejte v Ameriki Trumpa, trenutno, pa še marsikje. Mislim, da smo civilizacijsko prišli v tak položaj, da se moramo korenito zamisliti, kam to vodi. Mi, tudi ta skupina, ki je sodelovala pri 57. v ožjem krogu, smo ravno zdaj, pred nedavnim, se domenili, Tine Hribar, Peter Jambrek, Dimitrij Rupel, jaz pa Matej Avbelj, da izdamo drugo številko 57, da pretresemo, kritično pregledamo položaj in stanje duha v današnji slovenski družbi, pa ne samo slovenski, Evropi v celoti, kar pogledajte jo, skozi
kadarkoli na Evropo pomislim, se spomnim tiste znamenite Kosovelove pesmi, ki je to stara dama v zlati krst. V glavnem, hočem reči, problemi so čedalje hujši kot takrat. Takrat je pač bila situacija za nas še posebej v tem smislu pomembna, ker smo bili v totalitarnem sistemu in smo to hoteli najprej, skratka v demokracijo postali duha, vse te reči smo skušali v družbi uveljavljati. Začelo se je to tudi v medijih, recimo, ki je Mladina napadla Mamulo, pa ko so, tam so imeli, armada je bila takrat nedotakljiva, dokler se niso začeli tudi tam določeni procesi. Ko so šli Titovo štafeto karikirati pred Križanke, to je delala mlajša generacija od nas. Cela vrsta teh procesov se je začel, kar je ljudem zbujalo že nekako en up, da se bo nekaj premaknil in da se mu je res zgodilo, kar se nam je konec koncev leto zgodilo v lastni državi in da bomo v demokraciji. Težava je v tem, da so, ker je to družba, ki je živela toliko in toliko let v totalitarizmu, da so te atavizmi tako močni, da še danes, ko gledam stranke politične, razen najbolj še SDS, najbolj profilirana, druge kar nekaj mečkajo in se ne znajo artikulirati, tako kot se stranke v svetu pač znajo. In tu smo spet v eni situaciji, ko moramo orang in z vso zavzetostjo se zazreti v to, kaj in kako smo ta hip v tem zgodovinskem trenutku tukaj, v lastni državi in celo v demokraciji. Se nam vse posod crkavajo stvari. Hvala. Na svojem prispevku, gospod Rupel, ste osvetlili razvoj slovenskega narodnega vprašanja in omenjate Samovo državo in se zdi, da z določenim pozivom že kar malce namigujete na projekt neke samostojne nacionalne države, pomen jezika, kritizirate preveliko prisotnost srbo-hrvaščine takrat in opozarjate, kar se mi je zdelo posebej zanimivo v branju vašega članka, opozarjate na to, da ne smemo zamuditi trenutka. Mogoče je danes težko nam, mlajšim, razumeti, vi ste torej doživljali te prelomne dogodke, bili aktivni snovalec sprememb. Lahko mogoče ob tem podate neko primerjavo med takrat zamišljeno, snovano nacionalno državo in to državo, ki je meso postala, se pravi, kaj ste si želeli in med tem, kaj trenutno je stanje, kot je. Kaj bi bilo potrebno še popraviti danes, kaj je dobro? To je zelo, zelo težko vprašanje in najbrž bi, če bi hotel resno nam odgovoriti, kad porabil preveč časa. Zdaj, kar zadeva moj članek. Tisti članek ima dve poanti, če se jaz prav spominjam. Ena poanta je ta, da mora Slovenija prevzeti, oziroma si mora povrniti pristojnosti, ki jih je, da tako rečemo, dala federaciji. Ena od njih je tudi zunanja politika. V tem članku je to omenjeno. Druga poanta je pa v zvezi z konvertibilnostjo Slovencev. Slovenci so se seveda večinoma vse do socializma relativno pravilno prilagajali evropskim, svetovnim, ideološkim, vsem mogočim industrijskim, tehnološkim spremembam.
Jaz sem opozarjal to, da bi sprememba k unitarizmu, ne, in to je bil glavni problem v tistem času, da bi ta pa pomenila neko nepopravljivo škodo v primerjavi vsemi spremembami iz prejšnjega časa. Drugo vprašanje, ki ste ga zastavili, je pa vprašanje, kako smo si mi državo predstavljali in ali je ta naša država, bi rekel, nekaj sorte rezultat tega našega premišljevanja, koliko je rezultat, kaj je narobe, kaj je prav. Jaz moram reči, da po eni strani seveda smo marsikaj prav naredili. Zdaj pa ne govorim o redakciji pa o piscih 57 številke, ampak govorim zdaj o slovenski politiki oziroma o slovenski opozicionalski, predvsem Demosovi politiki po letu 1990. Marsikaj smo prav naredili smo državo, zadnje smo to državo tudi postavili na zemljevid Evrope, postavili smo jo na zemljevid, bom rekel, euroatlantskih odnosov in tako naprej. Najprej seveda smo dosegli mednarodno priznanje. Skratka, na tem rekel, klasično državnem nivoju smo prav naredili in jaz nimam nobenih pripomb v zvezi s tem, kar je Slovenija doživela v tem času, recimo, kaj se vem, tja do leta 2008, recimo. Nimam posebnih pripomb v zvezi z usodo te države. Seveda, ko se pa tiče demokracije, je pa zgodba drugačna in nažalost, mislim, bi lahko ponavljal to, kar je Niko rekel in kar najbrž večina med nami misli. Tu je pomanjkljivosti veliko, nelegitimnosti zelo veliko, tega si takrat pač nismo mogli predstavljati, čeprav, jaz mislim, da smo bili mi takrat, denimo v času 57 številke, po eni strani idealistični, so imeli velike oči oziroma velike načrte, ideale in tako naprej, po drugi strani si pa prav nismo mogli niti predstavljati, da bi bili tako zelo, da tako rečem, uspešni, kot smo pozneje bili. Treba vedeti seveda to, da je slovenska država vendarle rezultat neke mednarodne situacije. Ko ne bi takrat v tistem času prišlo do krize, do jugoslovanske krize, pa do razpada Sovjetske zveze in tako naprej, bi z našo samostojnostjo in neodvisnostjo bilo bistveno drugače, bistveno težje. To v odgovor na vaše vprašanje o državnosti in o, porečem, zunanje političnem vidiku osamosvojitve, kar se pa tiče demokracije, gospodarstva in tako naprej, pa smo zelo počasni. Zakaj? Zato, ker smo delali preveč kompromisov v tistem začetnem času. Delali pa smo kompromise zaradi tega, ker smo pač predpostavljali, da naš skupni sovražnik je v Beogradu in da moramo Slovenci skrb držati. To je bila, da tako rečem, glavna misel v našem krogu, pa tudi seveda v krogu Demosa. Slovenci moramo skupaj držati, če hočemo nekaj narediti v tem času in v zgodovini in s to državo in tako naprej. Nažalost se ta občutek, ta morala, Niko govori o etosu seveda, ta morala se je pa zgubila. Še nekaj. Če dodam temu, kar si ti povedal, nismo tvegali niti ilustracije. Pa jo je Pučnik zahteval v parlamentu. Je bila zelo živo navzoča v tej demokratični javnosti, kar je privedlo, po mojih presoji seveda, do neznanske kraje družbenega premoženja. Samo zato, ker nismo se še Čehi niso upali. Jaz sem se z Václavom Havlom pogovarjal, ker je kar tu. So najprej zaustavili vse tovrstne poskuse, potem pa menda na nek poseben način to le speljali. To je eno očiščenje, ki je v zvezi s politično hinavščino, korupcijo in vsem tem,
česar se naložilo na ramenih te uboge slovenske družbe v teh letih. To je, da se še do nadaljnih tolikih letih tega ne bo dobro čiste. A dovolj Niko, samo ena fusnota, ne? Gotovo druge države so bile doslednejše pri da tako rečem, čiščenju, ne? Ampak Češka, Slovaška je bila že država. In Romunom, Bolgarom, Čehom, Poljakom ni bilo treba ustvarjati države. Niso bili v konfliktu z enim velikim delom. Historično so že bile, ja, mi smo pa čele postavljali v zgodovini. Pravno nek izjemen primer v Evropi. Ne? To je bil problem, to je bil naš problem. Tega smo naredili, pač te kompromise, ki smo naredili. Vprašanje, ali bi lahko brez njih tudi prišli do rezultatov, ki smo jih želeli morda boljši, sam tega, to lahko sam ciganka pove. Ta enotna fronta, relativno enotna fronta Nove revije, kot ste rekli, se je potem v samostojni Sloveniji začela počasi razhajati, razpadati. Nekateri, ki so bili od začetka sodelavci, so se znašli tudi med zagovorniki starega režima. V čem lahko tiči razlog za tako intenzivno razhajanje? Bi bilo preveč paranoično, rečem, da gre tudi mogoče za kakšne sopotnike starega režima, ki so bili od začetka zraven, da bi Novo revijo razbili, ali gre tukaj za neko evolucijo politično, ki je pripeljala do tega razkroja? No, Igor Omerza je nedavno objavljeno knjigo o Novi reviji in o To je mansaba. okrog Nove revije. Pokažem. Ja. On je pa na udbovskih dokumentih. No, Igor Omerza je povedal, koliko te partijske in udbovske kontrole smo bili deležni v tistem času. Jaz sem bil osebno deležen udbovske kontrole od leta 1974 do leta 1990, se pravi, koliko je to je 16 let, so poslušali moj telefon, odpirali mojo pošto, me spremljali, kamorkoli sem šel in tako naprej. Gotovo je bilo, bi rekel, precej interesa v tej takovani obveščevalnih službah, da nam podtaknejo, če le morejo kakšnega, bi rekel, sopotnika, kot ti pravite. Ampak po drugi strani, pa zdaj, če nazaj premislim, vse so imeli ogromno nekih tehnoloških pripomočkov, s katerimi so nas na nek način kontrolirali, oziroma so se informirali o tem, kaj se pri nas dogaja. Jaz seveda se zavedam, da smo bili malomarni včasih in pa naivni. Ampak spomnim se pa tega, recimo, bom povedal eno šalo, da smo izumili mnogi med nami nek žargon oziroma neko kodo oziroma nek basenski jezik in smo namesto pravih imen imenovali neka izmišljena imena. Vem, da smo v domačem krogu Bučarja imenovali spletkator. Potem smo, recimo, jaz sem iz Amerike telefoniral svoji materi, takrat, veste, da je bila velikanska inflacija, 2500%. Sem telefoniral svoji materi, šifra je bila, nemške marke so bile jabolka. Sem rekel, prosim te, kup mi 10 kil jabolk, to je 1000 mark. Moja mati je pa pozabila, da je to šifra. Pa jabolka. Domov je čakal sokina kiša jabolka. Vse smo na nek način preživeli tiste čase tudi z nekoliko humorja in z nekoliko dobre volje. Sredstvo pa je, da so nas spremljali. Kaj so bili od tega, pa jaz še danes ne vem. Obogateno in z Ampakom razširjeno Novo revijo smo brali celo prvo desetletje 3. tisočletja, potem pa je ugasnila. Pa me zanima, ali Slovenci
nismo sposobni brati in izdajati tekstov, ki mogoče presegajo zgolj rumeni tisk. Ja. Ampak je tudi nastal dosti organično, ker je že v novi reviji vrsto let izhajala v prilogi, posebni rubriki, najprej še ni imel imena, ampak smo te aktualistične tekste objavljali v tej rubriki. Ampak to je začel naraščati spet, kot vedno. In je potem nekega dne dozorelo to, do te mere, da sem enostavno, takrat sem bil pa jaz, glavni in odgovorni urednik, pa še založbo smo že imeli, smo jo ustanovili, založba Nova revija, pa da ne govorim o klubu Nova revija, ker smo tudi vabili različne intelektualce iz Evrope, pa tudi iz Jugoslavije in tako naprej. Skratka, ena dejavnost se je razširila, ampak je bil kot nalašč, da se, oziroma da eno tako publikacijo, v glavnem za širšo javnost, ampak vendarle za intelektualno razvitejše občinstvo pripravimo, ker je preveč že posegalo v sam koncept Nove revije, ki se je od začetka označevala seveda revija za pesništvo in mišljenje. S tem smo hoteli nedolžnosti določati na začetku. No, v glavnem, in se je zelo prijel, ampak je začel funkcionirati zelo dobro. Potem, po 10 letih, je pa začelo, ne vem, kaj se je dogajalo, se je pa začelo nekaj, kar je meni še vedno gank. Jaz sem šel potem že v penzijo, se nisem hotel več to ukvarjati s temi rečmi in je prihajalo do blokad. Je še v svojem času, ko sem bil direktor, tudi založbe sem, najprej smo kupili tisto stavbo, oziroma pritlično kočuro, kjer je delal Janez Janša v Mikroadi. To je bilo naše prvo bivališče, ki smo ga imeli sami zase. Prej smo skozi bivakirali, ne smo najemali. Poj se je pa pokazala še priložnost, hvala za tem, da smo kupili tudi zgornje nadstropje, celo, nad čistilnico Žgajner. In to vse povezali in sred Ljubljane imeti tako lokacijo, ena takale družba, pa še založba povrh. Če pogledate, kaj vse smo izdajali, samo Reporterja si oglejte, na 2 straneh zdaj to ostanek od Nove revije prodaja oziroma ponuja naokoli. Tam so sama imenitna imena, med drugim tudi Slovenska kronika in še kaj. No, v glavnem hočem to reči. Ampak se je zdel v tistem trenutku nujno. In meni je ves čas to nekako rojelo po glavi, da rabimo Slovence enega špigla, en špigl. Ampak je sledil temu, mi rekel, tej naravnanosti. Poj, se je pa najbrž, smo se preveč zainvestirali, kaj, da tem pa jaz nisem imel več pregleda, ker, kot sem že rekel, sem bil v penziji in je nastopila hipoteka, bančna, tako velika, da ni mogla revija oziroma založba tega več odplačevati in je banka to zasegla. To bloterira pa direktorja, ki me je nasledil Tomaža Zalaznika podrobneje vprašati, pa ne vem, če tle. Hočem reči, vse to se je poznalo potem tudi v sami produkciji, če smo zmogli Slovensko kroniko
To je bil velik narod, vsi so se čudili, kako zmoremo, no. In udarjali seveda tudi po reviji in po ampak. Tako da je na koncu oboje zamrl, pa še založil, pa še kljub. To je resnica. Bo naslednja 57. številka nove revije že v elektronski obliki? Je prihodnost elektronski mediji ponekod prevzemajo vlogo tiskanih medijev? No, mi se nagibamo, predvsem k temu, da napisnemo, lahko je pa tudi v elektronski varianti. Nič ne škodi. Bomo videli. Zdi se, da recimo časnik zdaj v tem trenutku nekako nadaljuje na nek način z takim, skuša pritegniti recimo bolj zahtevne bralce, tako kot je to nekoč počela Nova revija. Pa vendarle, kaj vidite v prihodnosti možnost obnovitve take revije? Bom odgovoril z dvema odgovoroma. Prvi odgovor je ta, da v resnici to, kar je prej Niko omenil, načrtujemo eno publikacijo, ki bo povezana s simpozijem oziroma konferenco, ali kaj že je, 1. marca v Slovenski akademiji znanosti in umetnosti. To bo velik dogodek, referentov je veliko in tisti referati oziroma prispevki, tisti pa morda še kateri, bodo išli v neki publikaciji, ki jo bo založila Slovenska akademija znanosti in umetnosti. Toliko vem glede tega. Kar zadeva prihodnost, tako rečem, medijske scene, medijskega prizorišča pri nas, pa jaz ne vem, če sem prava oseba za to ocenjevanje. Jaz sem si vedno predstavljal, najprej Nova revija, potem Nova televizija, potem Nova vlada, potem Nova vlada, Nova Slovenija. Skratka, sem si predstavljal, da bodo te stvari šle v to smer. In če bi imeli seveda v tem trenutku vlado, bi morda bilo v tej vladi več razumevanja tudi za kakšno publikacijo ali pa kakšen časopis, kot je prej Niko omenil, podobno Špiglu. Problem je v tem, da Slovenija seveda nima takšnih potencialov, kot jih imajo Nemci. En projekt takšnega tednika, recimo, ki si ga jaz tudi želim, moram reči, zahteval precejšnja sredstva, morda pa bi bil celo dobro sprejet. Ampak to je zdaj seveda vprašanje za tiste, ki se s tem profesionalno ukvarjajo, jaz se ne. Jaz sem, da tako rečem, tam po letu 90 vsaj deloma zapustil področje, ki ga pokriva Nova revija, in se ukvarjal s politiko in zunanjo politiko in tako naprej. Kot rečeno, na to vaše vprašanje, ki je zelo bistveno, seveda bi moral še drugi odgovoriti. Jaz sem te dni ravno dobil od Žige Turka neko analizo medijske scene v Sloveniji, no in potrduje samo to, z zelo eksaktnimi metodami, da je naša medijska scena pretežno levičarska, da je pretežno leva in da seveda levičari mislijo, da ni tako, ampak da je samo dobra, da je samo kvalitetna. Ampak to je neko neravnovesje, ki je značilno za Slovenijo, pretirano neravnovesje, sicer pa poglejte, kako se ameriški predsednik Trump pritožuje nad mediji in kako se mnogi, da tako rečem, konservativni politiki, podobno kot mi včasih, bi rekel, zgražajo nad pritiski, ki jih izvaja, bom rekel, ali levičarska ali socialistična politika do konservativne politike. To je zdaj pa res, bi rekel, neko fundamentalno politično vprašanje, ker ne vem, čemu je današnji predstavek namenjen. Dobro.
Torej, preden dam še priložnost publiki, da postavi kako vprašanje, še samo mogoče zaključna misel, kako kot nekdanja krmarja Nove revije ocenjujeta njen zgodovinski prispevek. Mogoče gospod Grafenauer. Ko gledam vlogo revij po vojni na Slovenskem, prva je bila itak beseda, takšnega značaja, ki tudi ni dolgo zdržal. To je bila revija 57. Potem so bile perspektive. Potem pa mene je bila še naša sodobnost, pa obzorja. Pa problemi. Do tega sem hotel še priti. Iz mladih potov se je pa razvija iz srednješolske revije. Bolj, ko so odraščali avtorji, bolj se je začela leviti samostojno, ne zgolj mentorsko revijo. Problemi se tam sem bil tudi en čas urednik. No, ali tam je pa potem s časoma začel prevladati ne več heidegerijanski oziroma fenomenološki, filozofski trend, pač pa lakanovski, Žižek, pa še sociologi so ga po svoje srali, razkomočni tip potem. V glavnem, to ni več šlo skupaj in prav zato se nam je zdelo, se to ni nastalo čez noč, da smo se eni somišljeniki zbrali in začeli razmišljati o novi reviji z malo picama. Poj, če pa to že tako prijelo v javnosti, je pa ostala kar naslov revije, ta oznaka. No in ko sodim potem, da je držala nova revija od 82, 25, skoraj 30 let, je to izjemen dosežek. Zlasti še, ker je vnašala ves čas kritično mišljenje v, bi rekel, to intelektualno in kulturno ozračje in pa dajala tudi pobude. Koliko urednikov je odšlo, ne sam z Demosom, kar direkt iz nove revije v aktualno politično delovanje. Skoraj polovica. No, v glavnem, tu je bil en štab, da tako rečem, ljudi, ki so s kritično zavestjo spremljali dogajanje in ki so imeli tudi zamisli, kako se ne Slovenci izvlečemo iz tega. Danes mi tega manjka. To je edino, kar lahko rečem, prav enega taga potencijala in tudi enega taga organa, ne vem, kakšen televizija, revija, televizija je en nastav, ki ga Janez Janša ustanova, ampak je premalo prisotna, jaz se skoraj ne dobim. To za vas nema. Ja, no, zdaj seveda je odlična priložnost, da se začnemo med sabo hvaliti, ampak jaz mislim, da v resnici gre za tole. Ko je šla 57. številka nove revije, so v kliničnem centru kseroksirali 1000 izvodov torej tega zbornika, ki nima malo strani. Skratka, stvar se je začela širiti in ljudje so o tem govorili, so ljudje brali to novo revijo, čeprav ni napisana v preprostem jeziku. Poglejte recimo Pučnikov članek, ki je še danes težko razumljiv, komplicirano napisan, zelo dobro napisan, ampak skratka, neka ideja se je začela širiti in to idejo so ljudje poprijeli in stvar se je začela torej spreminjati v neko, ne bom rekel ravno množično, ampak kar pomembno družbeno razpoloženje in gibanje. Jaz seveda mislim, da danes
ena revija, tudi tista naša publikacija, ki jo bomo izdali po tej konferenci, ne bo imela takšnega odziva. Treba se vprašati, kaj pa utegne, kaj bi pa lahko imelo takšen odziv, na kakšen način pa je mogoče priti, da tako rečem, v širši krog in zainteresirati slovensko javnost samo s politiko, s političnimi strankami, s političnimi dejavnostmi in tako naprej. Jaz sem vesel, da nekaj pametne politike je še ostalo v Sloveniji, ampak je premalo. In zdaj bo treba seveda v naslednji fazi po možnosti se veliko ljudi, ki o teh stvarih, da tako rečem, profesionalno razmišljajo, jaz si pa predstavljam, da je mogoče v naslednji fazi zbrati neko kritično maso pametnih ljudi, izdelati nek program, morda 10-20 problemov rešiti, vsaj na papirju, vsaj načrt narediti in zainteresirati čim širšo publiko za to, da to podpre. Jaz mislim, da je skrajni čas, da se to zgodi. In v tem smislu seveda je nova revija, oziroma ta 57. številka neke sorte zgled, neke sorte model. Če ga hoče kdo kot takšnega razumeti, ne ga razume, seveda pa to ne bo več ta, nova politika, nova akcija, ne bo imela tega videza, ampak bo imela čisto drugačen videz in se bo dogajala na drugačen način. Mislim pa, da je to, kar je bilo za tisti čas, to, kar je bila za tisti čas nova revija, bo danes, v tem času, tudi nek dogodek, nek pojav, neko zbirališče, neka skupina ljudi, stranka, ali pa skupina strank, po možnosti koalicija, podobna Demosu, ali pa še kaj, ali pa še za kakšno spoznanje večja. Tako mislimo. Peter Jambrek za to naslednjo 57. je že izdelal in mislim, da je tudi nekaj v medijih prikazal, novo evropsko ustavo, osnutek seveda, evropske ustave. To je že en tak, bi rekel, eklatantno dejanje, saj opozarja na to, da ta Evropa taka, kot je beda. To sami ugotavljamo, ker bi skoraj imeli milijon prebežnikov tamle v žepu ujetih, če ne znajo se malo bolj krepko odzivati, na to pa še tu smo mencali. Hočem nekaj reči. Vse skupaj, kar gledam, vse te procese, tako v Ameriki, da v arabskem svetu, pa Srednji Afriki, ne govorim, vse vodi v katastrofo. In najbrž moramo mi ne zgolj črnogledo se odzivati na to, ampak z eno pametjo. Hvala.